Dober dan si skupaj, da si vzpon na Pokljuko, toplo je že zdaj. Smo na vrhanki, čakamo Gašperja, da pride, da bo šla skup na Pokljuko. Dirka se začne 11:40 v najbolj pekočem soncu, ko da bo vroče. Prvi del trase bo treba malo pritisniti kaj klanc, kapal, drugi del itak malo bolj ravno. In če je grubca, se kar da lepo v zaveterje, pa še malo ti piha, da ti ni vroče. Dobar dan. Tvoj mladi mož, kako smo? Prevroče? Ma ja, tudi ko odpreš vse, pa daš prepih, vse, ma ni šanse. Mogo po mojem zaprt, pa celo noč klimala. Šte pa Ljubljana, ne? Tam Cerknici se malo shladi po noč. Ja. Pri nekaj 29 stopinj pa poje že zdajle. Ja, pa ni toliko. Primek, Hribljan. Ste prvi zdaj na Pokljuki? Ja, v bistvu, ja. Sem pa bil, kaj je bil en teden nazaj, na Kumu. Tista je pa kar, ja. Surova, a ni? Kar strm. Tako je bilo Eno super uro. vreme, pa prišem, zdaj pa ne vem, tlele bo pa zdaj čakal, da bo še malo toplej, ne, pa Ja, bo start, ne. ja, pa bo, ja. Čez uro. Jaz sem imel pa uro pa 15. Saj tudi klanc tak, da... Poprečje je več kot 10. Ja, vem. Sem bil že pred leti tam gor na tisti dirki, pa se mi je zdel, tako da moram iti še enkrat, ja. Se pa vidimo pol na vrh, a ne? Ja, upam. Številka 9. Jaz sem imel lan 41, sem delal bolj bazo, ker sem imel pol po občine. Koliko imaš do Bistrica? 40 minut z avtom, po moje. Ja. Ogreli smo se. Ja, tiste 2 kile pa pol bo zgubo. To je to. A ja, polaži. Svet sem ga tudi razbremenil danes. Ja, vidim, ja. Telefon drese. Vroče, ja, vroče. Bomo 10 do štartali, ne 20 do. Se lansko let pa spodne bomo šla in kaj smo. Šmohor, sem šel probat. Zanimiv klanc, ja. 8 postaje. Na štartu arbimo kategorijo amaterjev. Tistega kličem pa jasno in glasno se oglasi in dvigne roko. To je nekdo, ki nima številke. Isto Knez. Ja, kaj zmanjka številke? Miha, 30 sekund, 3, 2, 1, štart. Vzpon na Pokljuko je dolg slabih 16 km, 720 višinskih metrov. Jaz bi to tako mlinčko. Se splača. Še eno imaš? A ja? A ja. Prvih par minut nisem pretiraval na klancu in potem po 5 minutah, ko sem začel adrenalin popuščati, sem jih začel prihitevati. Lahko rečem, da je bila kar gužva. Tik pred 400-metrsko ravnino sem ujel kolega Ravnina. in ga spomnil, da me lahko drži, da bom vlekel. Na tej kratki ravnini smo ujeli še 2, potem pa sem se premaknil levo, da bom vlekel še kakšen drug. Tako se je naredila majhna luknja in ta je skozi probal tista 2 ujeti, a se je zmeri ustavil vmes in sem ga jaz dohitel, spet vlekel z mojim konstantnim tempom in potem je spet skočil. Po dobri minuti sva jih ujela, kjer sem spet začel vleči. Nazaj res nisem gledal, ker sem sklepal, da se me močno držijo, tako da sem bil fokusiran na samo konstantno moč, vse do ravnine. Ravnina. Kjer sem hotel, da se dela menjave, a sem opazil, da so bili za mano 200 metrov in ostal sam. Tako sem bil v zelo težki poziciji, ker je bila majhna skupinca 200 metrov pred mano in za mano. In hitro sem se odločil, da bom lovil skupinco pred mano in šel v kronometrsko pozicijo. Čeprav to pri meni pomeni 10% manjša moč, grem še zmeraj hitrejši zaradi zelo manjše zračne upornosti. Zato sem se počasi približeval naslednjemu kolesarju. Še en klanček.
Tako blizu sem prišel in se vedel, da je to moja edina šansa, kjer ga lahko še prehitim. Tako da sem šel zadnji kilometer globoko v cono nelagodja. Ja, sem prehitel enega 150 metrov, pa je veliko treba se je spustili, skrajno vzdolj. Ne vem, zakaj ne dajo ob 9 zjutraj ali pa enkrat, ko je malo bolj. Kaj si me posnel? Ja ne, z Viverdmana? Ne. Pa na začetku z Viverdmana? Ne. To pa nič. Kao dobrega? Ne. Ja, kaj si pa delo? Pravim, da je leta sezona. Pa, kle, na konc. Tam je ene zepno, v drugem je v feltno in jaz sem katapultiral čez. Tle 500 metrov pred ciljem, za drugo ali tretje mesto bi šprintal. Aj. Bilo je kar vroče, res soparen, kukar sem prišel na sonce. Drugi del, to je ravninski del, sem bil sam, sem šel kar v titi pozicijo. Na koncu sem prehitel še 2. Glih kaj zadnje 2 kilometra, titi pozicija, šprint, pa gasa. Bravo, čestitke. Ni šlo, kaj, Patrik je bil boljši. A dobro, bo drugič. Po Sloveniji je bilo sem gledal tvoje video vse. Dobro si imel, no? Ja, pa. Meni še ne bi dalo. Je treba tempo, pa za taki dolgi, veš kaj, je vse v glavi. Koliko si imel čez gor? 42, ne, 41. Dobro, ajde, ko jaz. Veš kaj, ne, na ravnini sem bil sam. Pa titi pozicija, pa... Pa veter glavo, ne? Ja, pa veter glavo, ja. Mi se pa zmed prehraniti dobimo. To je važno. To je najbolj pomembno. Ja, so glaven del. Zato pa gremo. In Prešerno, si zmagal? Seveda sem zmagal. On, ki je bil pred mano, on je izven konkurence, se ga ne šteje. Tako da, ja, definitivno. Tako nas vidijo ta nek vojak, ki je imel slovenska vojska. In jaz sem rekel, ajde, da bom jaz vlekel na klanec, ki mi ni problem, pa ravnice sem šla, pa prijem na vrh ravnice, vsi mrtvi se. In potem smo počakali tega in ta nas je prvo vlekel pod cajt. Lepo cel klanc vlekel, sem rekel, ne bom steč. Ne moram smrdijo bremze. Samo karbon porim brejke. Če ne imaš svoje bremze, bo pa samo vse vaše. Ti pa že malo drugačko vkljuta. Lepo bi štetno. Ja, koliko je najbolj klele, še bolj vroče. Zdaj pa ti to sklad. Ja, ne, okna na polno imaš odprta, na avtocestu in to je to. Sem star, jaz si ne predstavljam, kaj se zgodi, da ti tičiš v gužvi v tej vročini. Ja. Veš, ker ti tudi okna ne pomaga, ker si Tega na nas zmeri pol litra sabo. Zato pa si šlank, ne? Vidiš, v avte zamenjala za pol leta, pa še jaz rad. O, ja. Važi, ajde, uživaj. Ja, končal sem na 8. mestu s časom 42:15. Upam, da ste uživali. Naročite na kanal in se vidimo naslednjič.